En prav lep pozdrav. Ene par novic, ker se veliko dogaja v kriptu. Prvič pazite um, na agresivne reklame, da gre kripto gor. V bistvu ni čas, zdaj, ko je kriza, kupovati, ker so cene dosti visoke. Je treba imeti cilje, kdaj pa kako kupiti, tako da moje osebno mišljenje je, to ni nasvet, da ni pravi čas za to, ne. Zdaj Binance, vdori so bili zdaj kar hudi na Binance kripto borzo. Ta borza je centralizirana, in, jaz skozi opozarjam na te centralizirane borze. Ne verjamem, da so to posamezniki, ker denarja je šlo res, res veliko dol. A ne, pač zdaj, če pogledamo tole Binance, tukaj Binance agresivno oglašuje, zelo agresivno oglašuje, pač da pridete gor. Zdaj na Binance nimate v rokah kovancev, to je njihova last, karkoli delate na borzi, Binance je njihova last. Oni lahko sami vdrejo noter, sami prepošljejo te kovance. Lahko pač, to naredijo kdorkoli, tudi država, politiki, policija, ni važno, a ne, pač jaz se opravičujem, ke tako govorim, ampak neki veliki sistemi morajo vdirati not, lahko tudi bankirji, ne vemo, a ne, pač kdo vdira in kdo jemlje ta denar dol v svoje žepe, ne vemo, a ne, tako da če hočete obdržati, kripto, morate imeti, zasebno denarnico, svojo lastno. Zdaj, jaz Ledger, uporabljam samo še, za delo, a ne, če se karkoli zgodi, da tisto v kanto za smeti vržem. Prepošiljam si pa zdaj na Trezor, a ne. Trezor je hladna denarnica, tako kot Ledger, ampak ne razkriva seed fraz, a ne. Tako da Trezor sem naročila, v roku 3 tednov je prišel do mene, v bistvu je Trezor zelo, ko bi rekla, se lahko pogledamo, Trezor. Tole bi samo najprej za Ledger povedala. Ledger, to je pač, post od Ledgerja tukaj na ekranu in opozarjajo, da pač imajo eno pač okuženo aplikacijo gor na Ledgerju in da zaenkrat ne prepošiljati stvari prek Ledgerja, da delajo na tem in da bojo potem avtomatsko zamenjali, se pravi, updatati boste mogli Ledger, da boste imeli varno verzijo. Tako da pač, to je to, ke smo se tisti, ke pač ukvarjamo se s temi kriptom, vedeli, da se verjetno to lahko dogodi, a ne. Pač take stvari, ker na žalost so Ledger je zašel, če mene vprašate. Poglejmo Trezor, Trezor. Trezor. Ledger je francoski, a ne. Ledger je francoski, medtem ko je Trezor, mislim, da je češki, češko podjetje. Trezor, okej, to je official stran. Najcenejši je čisto v redu, namesti se podobno kot, Ledger, a ne. Je, všeč mi je v bistvu to, da nima baterije, tako kot Ledger, ker pri Ledgerju sem ugotovila, zdaj imam jaz jih nekaj let in že počasi tisto na ekrančku svetloba pojenja, to pomeni, da bojo slej ko prej crknili in, takrat bom mogla pač tiste denarnice, ki so bile ustvarjene na Ledgerju, prenesti na nekaj drugega. In to zagotovo bo Trezor, ne, ali bom pa preposlala, a ne, pač vse na, sicer zdaj je GV zelo visok, je to grozno, a ne. Bom preposlala in na Trezor in to bo to, a ne. Zdaj imam Trezor, imam za dolgoročno, a ne. Tako da v glavnem pač najcenejši Trezor je čisto v redu, samo morate biti res na ta pravi spletni strani. Trezor.io mora biti, a ne. Okej. Še to, zdaj kakšna kriza se po svetu dogaja, v bistvu bankirji so v paniki, banke se zapirajo. Tajska je uvedla na primer davek na debele ljudi. Prav ste slišali.
Zakaj? Zaradi tega, ker se zdravstveni sistem zaradi nepravilne prehrane sesuva in so zdaj pač hočejo, bankirji, da ne dajo več zdravstvu pač denarja, ker je to dolg. Hočejo, da so ljudje zdravi in pač je to prisila, da ljudje jejo zdravo. Mislim, neumnost, ampak, pač tako je. Toliko, da veste, no, kaj približno čaka nas, a ne. S tem, da v Ameriki in Severna Evropa ljudje delajo, zdaj hodijo, mislim, jim ukinjajo pokojnine in 70, 80 in več let stari ljudje se morajo spet nazaj zaposliti. Toliko pač Slovenija je v balonu, na žalost v bistvu smo, dežela, kjer je, kjer so mreže pomembne in zaradi teh mrež, kjer so ljudje večinoma na položajih nesposobni, se napihuje balon. In, zdaj Slovenijo bi že zdavnaj odneslo, investitorjev ni, mi bi že zdavnaj bankrotirali, če ne bi zadaj bili lobiji, a ne. Ampak slej ko prej tudi nas to čaka. Slovenija se bo slej ko prej zlomila, ker tako ne bo šlo naprej. Bankirji tega ne bodo dovolili, investitorjev v Slovenijo pa tudi ni, denarja pa tudi ni, ne. Zdaj rada bi povedala še, da sem zdaj morala 3-letni Heks steak odstejkati, a ne. Zdaj, drago je bilo, mislim, da sem plačala tam nekih $200, vložek je bil $80. Takrat je bil fi res zanemarljivo majhen v centih, zdaj je pa fi $200. Dobička sem imela, mislim, dobička, izguba je, ampak pač vrednost tistega heksa zdaj je nekaj čez $100. Zdaj, sprašujete se, zakaj sem vseeno odstejkala, zaradi tega, ker sem ga poslala na Ledger, ne na Ledger, na Trezor, pardon, in tam ga bom pustila naslednjih, ne vem, 10, 15 let oziroma toliko časa, dokler ne bo cena heksu zrasla. Jaz verjamem, da mu bo, ker je zdaj to že dvakrat bilo, kljub temu, da je padel za 95, 99%, je zrastel, ampak nikoli več ne bom dala stejkati. Tudi slučajno ne, zaradi tega, ker imaš zaklenjene, mislim, zvezane roke, takrat moraš odstejkati takrat, ko je, pa je to visok fi ali nizek, pa ne vem. Pač jaz se ne bi odločila odstejkati zdaj, če ne bi bilo to nujno, ker je tako v kodi zapisano in to narobe. To je za mene narobe, a ne. In, to ima Ksen boljše, veliko boljše. Vi, ke ga Ksen stejkate, ne rabite ga odstejkati. On se še kar naprej stejka, kljub temu, da ste vi dali, ne vem, krajši rok za stejkati, a ne. In nobenih penalti ni, nobenih kazni, tako kot pri heksu, nihče vam nič ne vzame. Pri Ksenu vi samo ne smete prej odstejkati, kasneje pa lahko, lahko čez 10 let, čeprav, se je že zdavnaj stejk iztekel, ampak on se vseeno stejka naprej. Tako da to je pametno pa v redu narejeno, a ne. Tako da za Ksen me nič ne skrbi, tam imam vedno dobičke, pri heksu imam pa do zdaj skozi izgubo. Ampak bom mogla počakati, a ne, če hočem vidno pač, ko bo zrasla cena, ga bom prodala, se ga bom znebila in to je to. Fleks NFT, to bi vam rada še pokazala. Tole ni, samo malo, tole bo. Fleks. Zdaj, tole je bil moj eksperiment, vse, kar je v zvezi s Ksenom, Ksen, Fleks, vse, kar je s Ksenom, deluje. Odlično, a ne. Ker recimo MetaMask je začel, Heks stejke blokirati. In težko sploh karkoli narediš. Jaz sem šla na aplikacijo od Alexa, a ne, pač od tega programerja, Icosa, in sem tam v bistvu pač tisto, ker sem imela neki zhekan MetaMask, a ne, in tega sem potem, tam je ful izginilo dol keša, ampak ta stejk je pa še ostal, ne. In sem ga prenesla na Ledger in pač preko Ledgerja direkt sem pol in tiste, aplikacije, Icosa sem ga odstejkala, pa seveda sem prej še Hedrone dol vzela. Hedroni so čisto nič vredni, $6 me je koštalo, ampak bom tudi Hedron, ker je omejen, ga bom pustila pač, in ko bom,
zrasla cena, ga prodam, toliko, da bom imela dobiček in se ga znebim in to je to. Zdaj, Xena se pa ne znebim, tega bom pa res držala, meni je tako kot Bitcoin zadeva. Xenflex sem poskusno na MetaMasku naredila, tako en nov MetaMask sem odprla, dala sem 10 gvaj takrat in sem pustila pač. In je bil dosti visok gvaj, ampak enkrat vmes je gvaj padel na 10 gvaj in se je naredil tale NFT. In sem bila kar presenečena, ko sem prišla čez 2 meseca noter v denarnico in sem videla, da je ta NFT narejena, ne. In zdaj se je ta NFT iztekel. Zdaj jaz sem ga odstejkala, tako kot se Xen odstejka ponavadi oziroma klajmala sem, tako da sem dobila Xene dol, ampak je označen v bistvu na OpenSea, pa to se vidi, da sem ga odklenila, ker je Jack tako naredil, da ne preprodaš tega NFT-ja v bistvu praznega, da ne zgoljufaš, da ne moreš goljufati. Tako da če bo kdo zdaj NFT mi je pa ostal, a ne, ker mi je pa fascinantno, pa ful mi je všeč to. In ta NFT kaže, da sem moj C-rank je bil ne, 1.469.117. Ja. 1.469.117. Se pravi, to je moj C-rank, a ne, in ta C-rank sem si ga zaklenila v NFT in ga lahko v bistvu pač kasneje čez, ne vem, toliko pa toliko desetletij prodam, mogoče bo ta NFT kdaj zelo vreden. To je v moji denarnici, jaz sem si ga sicer iz tega MetaMaska, ke vidite, preposlala na Trezor, ne, NFT se da. Jaz sem ga preposlala, tako da je na varnem in tam bo ostal, zdaj ga bom pustila. Evo, to so bile novice v bistvu, sveta kripta, bodite res, res previdni. Lahko vam pomagam, če kdo hoče, pač v svet kripto iti. In zdaj trenutno, če nimate zelo veliko denarja, se res ne splača, zdaj ne. Če imate ogromno denarja, potem pač se splača določene stvari, recimo tudi Hex se splača, ampak na zelo, zelo kratek rok. Na nekaj dni, en teden, en mesec največ. Zaradi tega, ker lahko še regulirate, gvaj, a ne, oziroma pač koliko boste fija plačali. Ker 3-letni stake v bistvu je bil $200, zaradi tega, pa še to sem čakala, da je gvaj padel na 20, ne, ker je drugače zdajle tam nekje 50, 60, 80, tudi 120, 160 je gvaj, na Ethereum mreži govorim, ne. In je to kar problem, ne, ker, preračunava ta koda preračunava za toliko let nazaj, zato je toliko visok gvaj, medtem ko recimo, oziroma pač transakcija toliko košta, ker je narobe, ker je Hex narobe narejena koda. To, Xen to rešuje. Je to. Okej, odstejkala sem ga tudi na, Pulsechain mreži. Sem pokurila kar nekaj pulsov, na žalost, v bistvu, ampak bom videla, kaj bo, eksperiment. S Pulsechain mrežo ne delam, je dosti močna, ampak ima pa tudi ful bugov, no. Opozarjajo pač nekateri programerji, da je pobral en zelo hud bug od, Ethereum mreže in da so kar težave, no. Tako da bodite previdni na tej mreži, pa na Proof of Work mreži sem, Ethereum Proof of Work sem odstejkala, tam je bilo zelo poceni, v bistvu par, ne vem, par centov do $1 sem plačala zelo poceni. Mogoče bo na tej mreži tudi kdaj to kaj vredno, tisti Hex pa Hedron pa to. Najbolj gladko je šlo na Ethereum mreži, na Pulsechainu se mi je zatikalo, na Proof of Work je bilo pa tako nekaj srednjega, no. Tako da to je to, lep pozdrav, pa se, vidimo pri pač ko bom utegnila, bom naredila še to šolo kripta naprej. Lep dan želim.